Dragi obiskovalci, spoštovani ljubitelji knjige, branje je za vedoželjne in vedoželjni potem postanejo sčasoma tudi izumitelji in inovatorji. In v knjigi Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji Edija Gobca, doktorja Edija Gobca, ki je izšla pri založbi Družina, je takih inovatorjev zelo veliko, izumiteljev in inovatorjev. Z nami je urednik te knjige, gospod Franci Petrič, ki bo potem o knjigi tudi kaj več povedal. V vabilu je bil napovedan tudi gospod Peter Florjančič, slavni slovenski izumitelj, star 96 let, ki se je ves teden veselil obiska. Žal so leta prinesla svoje in ga je za 2 dni položilo v posteljo, tako da se je danes dopoldne opravičil, pozdravlja pa vse vas in tudi bomo nekaj njegovih misli kasneje v pogovoru navedli. Začnimo pa kar s to knjigo in sicer z navedkom iz zaključka knjige, ki pravi takole, govori o slovenskih izseljencih, ki so prihajali v ZDA. Pravi, slovenskih priseljencev, ki so prišli v Ameriko preko otoka Ellis Island, kjer jih je pozdravil mogočni kip svobode, žene s plamenico. Plamenica svobode in priložnosti, skupaj s predanostjo študiju, z radovednostjo in nenehno vedoželjnostjo, s trdim delom, neustavljivo vztrajnostjo, poštenjem in podjetnostjo, morda najbolje osvetli tudi pojav izrednih uspehov slovenskih izumiteljev in inovatorjev v Ameriki in presenetljivih slovenskih dosežkov po svetu. Gospod Petrič, ko ste urejali knjigo in brali o vseh teh velikih umih, našteli smo kar nekaj lastnosti, ki odražajo izumitelje in inovatorje. Kaj so še tiste lastnosti, ki ste jih vi začutili iz tega prebiranja in ukvarjanja s temi velikimi ljudmi, ki so uspeli v Ameriki? Hvala za vprašanje, prijazen pozdrav vsem. Naj povem, da doktorja Edija Gobca poznam že več kot 30 let in še kot mladenič v 70. in 80. letih sem se že srečeval z njegovimi publikacijami, ki jih je pošiljal takrat še vse sam iz svojega slovensko-ameriškega raziskovalnega središča, s katerimi je hotel prispevati k poznavanju slovenskega prispevka med znanstveniki in inovatorji, predvsem v Združenih državah, zato je pisal vse v angleščini, samo enkrat na leto je poslal tudi slovenskim prijateljem po vsem svetu eno pismo, v katerem nas je seznanil z delom svojega raziskovalnega centra. In ko sem to spoznaval, se mi je zdelo pomembno, da se z njegovim delom po 50 letih srečamo tudi v Sloveniji. V Ameriki poznajo delo slovensko-ameriškega raziskovalnega središča, in ob spoznavanju ljudi, ki jih predstavlja, s katerimi se srečuje, me največji vtis name naredila predvsem delavnost naših ljudi. Amerika je, kot pravijo, dežela številnih priložnosti. Človek lahko uresniči svoje sanje, morda danes, ko so že doživeli gospodarsko recesijo, to velja nekoliko manj, a vendarle tista gonilna sila je delavnost. Naši ljudje, tudi tisti, ki so prišli po 2. svetovni vojni ali ki prihajajo, hodijo sedaj v Združene države, včasih delajo po 2 službi na dan, zato da uresničijo svoje cilje, ne samo neko materialno gotovost, ampak tudi da uresničijo vse svoje talente, ki jih imajo. In to je tisto, kar je morda za razliko od evropskih razmer, kjer smo nekoliko bolj lagodni, veliko več možnosti in priložnosti je, da svoje talente uresničiš v tamkajšnjem okolju. In nekateri naši ljudje so v tem popolnoma uspeli. Pa vendarle, trdna delavnost in vztrajnost nista dovolj, kar je pokazal tudi sam naš izumitelj gospod Florjančič. Namreč okrog 400 patentov, pa samo 40 izdelkov, ki so prišli do proizvodnje. Torej, potrebno je nekaj več kot samo delavnost, da najdeš investitorje, da ta svoj izum ali inovacijo spraviš, da potem postane recimo tako slavna, kot je recimo postala tista steklenička za parfume oziroma pršilo, ki ga je gospod Florjančič recimo naredil. Torej, kaj je še tisto, kar potrebuješ, da potem to pride do izdelka? Ena lepa lastnost, ki včasih v Sloveniji zmanjka. Sodelovanje, povezovanje, iskanje stikov. Nikoli ni najprej tekmovanje, čeprav zdravo tekmovanje je povsod potrebno,
ampak da znamo navezati stike, da znamo z ljudmi sodelovati in potem iz tega nekaj nastane. No, pa se vrniva k gospodu Gobcu, ki je avtor te knjige in ki že vrsto let zbira ta gradiva. Ko sem na tale pogovor povabil slovenskega veleposlanika v Združenih državah Amerike, dr. Boža Cerarja, ki pa precej redko pride v Ljubljano, mi je prijazno odgovoril s takilim pismom. Rekel je, žal mi je, da me v času predstavitve Gobčeve knjige ne bo v Ljubljani. Sem pa vesel, da boste spregovorili o res pomembnem delu gospoda Gobca. Ko govoriva o gospodu Gobcu, bil sem pri njem doma. Police se šibijo pod ogromno zbranega pisnega izvirnega gradiva o Slovencih v ZDA, Američanih slovenskega porekla in tudi drugje. Njihovi dosežki so res presenetljivi. Pa prosim, povejte še kaj več o gospodu Gobcu in o njegovem velikem delu in policah, ki se šibijo. Torej, premalo bi bil ta omejen čas, ki ga imamo sedaj, če bi hoteli pripovedovati o njem. Naj omenim njegovo delavnost, to je njegova kvaliteta, natančnost, mikroskopska natančnost pri zbiranju podatkov. Ko je on začel to delati, kar imamo sedaj pred seboj, samo košček tega, takrat je bilo treba vse še tipkati. Ni bilo računalnikov in pošiljati po običajni pošti, pa potem zopet ustrajati, da so ljudje odgovarjali. In zbiranje teh podatkov in vsega tega, to je bilo res težko delo in zato je tale knjiga res kot eno življenjsko delo človeka, ki se je posvetil slovenstvu. Prosil sem doktorja Gobca, če bi lahko kakšno njegovo besedo na temle našem srečanju omenil in mi je poslal posebno pismo, pa mi dovolite, da ga v kratkem povzamem. Kolegica ga bo pa potem tudi razdelila, kjer boste v celoti prebrali nekaj njegovih besed, pa se mi zdi pomembno, da predstavim. V njem tudi omeni povod za nastanek te knjige oziroma svojega dela nasploh. Spoštovani, vabilo naj bi napisal nekaj misli o predstavitvi naše knjige na knjižnem sejmu v Ljubljani sem dobil 26. novembra, to je na ameriški zahvalni dan, to je bilo v četrtek. Naj v duhu tega v Ameriki tako priljubljenega praznika, ki je posvečen, kot poveže ime hvaležnosti, napišem nekaj besed. Predvsem sem hvaležen Bogu za poraz, ki sem ga junija 1951 doživel najprej na gradbišču, ko nisem mogel prepričati ameriških delavcev, da Slovenci nismo kakšno primitivno ljudstvo, kot so si ob zaničljivem izzivanju predstavljali, in ko je temu sledil še poraz v knjižnicah, kjer nisem mogel najti podatkov o močnih slovenskih uspehih, pač pa trditev avtorja Duncana, da je bilo 86% Slovencev v stari Jugoslaviji nepismenih in da sploh nimamo svojega pismenega jezika. To poniževanje in pozivi naj imenujem enega samega slovenskega izumitelja in neuspeh v poskusih prepričevanja delavcev in iskanju spodbudne literature o Slovencih me je prepričalo, da moram nekaj storiti. Vse, kar bo v moji moči, da skupaj s somišljeniki odkrijemo in dokažemo čim več slovenskih uspehov in tako pomagamo dvigati zdravo in prepotrebno slovensko narodno zavest med Slovenci in slovensko prepoznavnost in ugled med tujci. Eden rezultatov te odločitve pred 64 leti je tudi naša 17. knjiga, to je res že 17. knjiga, ostale so večinoma v angleščini, samo en del v slovenščini, ki predstavlja nad 100 slovenskih izumiteljev in inovatorjev v Ameriki. Le-ti so, kot ugotavlja direktor Državnega arhiva Slovenije, magister Bojan Cvelfar, mnogokrat dosegli sam svetovni vrh. Globoko hvaležen sem vsem, ki ste prišli na predstavitev te knjige. Po 72 letih življenja in dela v tujini me še vedno spremlja domotožje po nepozabni Sloveniji in srčno rad bi bil danes z vami, a mi v 90. letu starosti to žal ni mogoče. Iz srca pa bi se rad zahvalil vsem, ki so pripomogli k nastanku in izidu te knjige. Najprej moji neumorni ženi Mileni, ki je že skoraj 50 let moja najboljša sodelavka. Ostale zahvale bom zdaj preskočil, si jih boste prebrali v pismu. Zelo sem hvaležen vsem, ki so knjigo tako prisrčno pozdravili in priporočali, med njimi zlasti gospodu kardinalu dr. Francu Rodetu, ki predstavlja sam vrh Slovenske cerkve, profesorju dr. Tadeju Bajdi, ki kot predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti predstavlja vrh slovenske znanosti, in tržaškemu pisatelju, stoletniku profesorju Borisu Pahorju, ki sem z njim nekoliko sodeloval že pred desetletji, ko je bil izjemno pokončni urednik Zaliva in zame predstavlja vrh nezlomljivega slovenskega rodoljubja.
Srčna hvala tudi vsem medijem, še posebej tistim, ki so premagali ideološke ali lokalne patriotske ovire in bolj ali manj zavzeto predstavljali slovenski javnosti in zlasti naši mladini osupljivo čudovit prispevek Slovencev ne le k napredku Amerike, ampak mnogokrat vsega človeštva. To so uspehi, ki bi bil nanje ponosen tudi vsak številčnejši narod. Korenine teh naših izrednih mož in žena pa segajo v vasice na Primorskem, Notranjskem, Dolenjskem, Gorenjskem, Štajerskem in v Belo krajino in Prekmurje. Kateri rojak ne bi bil nanje ponosen? Kot je zapisal gospod pisatelj Pahor, knjiga dokaže, kako zmožen narod smo Slovenci. Pokaže tudi, da vkljub manjšim ali večjim gospodarskim in političnim zablodam in polomijam ni razloga za malodušje. Ko bodo s pomočjo osveščenih volivcev zagrabili za krmilo in delo najbolj zmožni, pošteni in rodoljubni Slovenci, ne najbolj glasni ali najbolj naši, se bojo po Prešernovo tudi krancem vremena spet zjasnila. Da bi se to tudi čim prej zgodilo, nepoznabni Sloveniji goreče želi in vse prisrčno pozdravlja hvaležni rojak Edi Gobec. Hvala. Hvala za to občuteno pismo in zaploskajmo gospodu Gobcu. Ker v tej knjigi je to Gobčevo delo pokazalo, kaj vse je našel in našel je vsaj 40 izumiteljev in inovatorjev, ki jih je obsežno opisal. Našel jih je približno 65 mlajših ali pa tistih, ki jih ni tako obsežno opisal. Torej več kot 100 Slovencev, ki so pustili korenine. Zanimivo je, ko gledamo, da so to inovacije predvsem stvari, kjer je nekaj konkretnega. To je strojništvo, to je letalstvo, to je vesolje, to je medicina v tehničnih območjih. Morda je nekaj oseb vendarle treba omeniti. Nekateri poznate doktorja Franca Rodeta, ampak ne gospoda kardinala, ampak soimenjaka, ki je izumil prvi prenosni žepni kalkulator. Potem gotovo poznamo vesoljce, torej astronaute. Vse trije, ki so slovenskega porekla, so že bili na obisku v Sloveniji. Johnny Linegar, Peter Šega in Ron Šega in Sunita Williams, torej še gospodična. No in med mlajšimi so pa našteti tudi taki, kot je recimo dr. Jure Leskovec, ki je profesor, najmlajši profesor na Stanfordski univerzi. Tudi z njim sem se pogovarjal, da bi prišel sem, pa je seveda pri delu v Ameriki. Napisal pa je, sicer pa sem zelo vesel knjige in sem si jo tudi že kupil. Tako. Pomembno mesto v knjigi je našel tudi Joe Sutter, ki je konstruktor slovitega jumbo jeta ali Boeinga 747, torej velikega letala. In tukaj bi pa sam eno osebno izkušnjo rad povedal. Ko je pred leti šla njegova knjiga o tem letalu, sem bil v Kaliforniji, pa sem rekel, ker sem predstavljal knjige za književne liste, zakaj pa ga ne bi poklical za kratko izjavo. Seveda telefona nisem imel, poiščem, vedel sem, da živi nekje v Seattlu, pa sem našel 14 Joeov Sutterjev, pa sem začel po vrsti klicati. Prvi se mi je zdel, tajnica se je oglasila, se mi je zdel precej mlad, pa sem odložil. Drugi se mi je tudi zdel zelo mlad, pa spet je bila elektronska tajnica, že pri tretjem je bil pa tak starejši gospod. Takrat je bil namreč Joe Sutter star 89 let. In pustim sporočilo, da pač sem prebral njegovo knjigo, da pišem recenzije in da bi rad ga nekaj vprašal. In predstavljajte si, konstruktor jumbo jeta, človek, ki je bil v vrhu Boeinga, letalske kompanije v svetu, preko 30 let, pokliče v uri in pol nazaj. Mene, enega čisto neznanega njemu, kaj s tem hočem povedati, da vse te ljudi, ki so tukaj noter, odlikuje tudi ena stvar in to je profesionalnost. Tako da, če naštevamo lastnosti, trdo delo, profesionalnost, sodelovanje, opazovanje, kot je rekel v eni svoji izjavi gospod Florjančič. Zdaj so pa, gospod Petrič, morda pri najpomembnejši stvari. Namreč v uvodu predsednik SAZU-ja, dr. Tadej Bajd, pravi, da bi morali malo bolj paziti in gledati, kako bi te inovatorje ali zadržali v Sloveniji ali jih bolje povezali s Slovenijo. Zakaj? Torej ti ljudje, res da je Amerika podjetniško bolj uspešna in bolj naravnana, uspejo tam, ampak naši ljudje uspejo tudi v drugih državah po svetu. Če bi šli gledati v Nemčijo, pa verjetno še kam, jih bi še našli mnogo. Torej, kaj naj naredimo, da bo
tudi Slovenija imela nekaj od teh inovatorjev, da bomo ponosni na nje ali pa da bomo z njimi bolje sodelovali? Sej mislim, da nekaj jih imamo, ne? In da smo lahko tudi na to ponosni, kar je v Sloveniji. Ta knjiga namreč hoče prav spodbuditi to samozavest in rodoljubje. Pri teh ljudeh, gledajte, to, da so Slovenci v Ameriki, nič ne velja, ampak oni se zavedajo in so ponosni na to, na svoje korenine in ne skrivajo tega. Tukaj so predstavljeni ljudje, ki so ponosni na svoje starše in na tisto, kar so prejeli od svojih staršev. Recimo omenili ste gospoda Saterja, Suhadolca, ki v svoji knjigi lepo omeni, kako je oče pač se preimenoval, zato ker je lažje pisati se Sater v Ameriki, kot pa Suhadolc, ki težko izgovorijo. Ampak ti ljudje so ponosni, da so dobili dobro dediščino od svojih staršev. Mi včasih nekoliko, ne vem, zaradi česa, napačne presoje samega sebe, ali kaj, ne bom kaj drugega rekel, kar malce pozabljamo na preteklost, ampak naša preteklost je bogata in mi vsi pravzaprav črpamo iz tega, kar je. Velikokrat smo morda tudi preveč ideološko obremenjeni, ampak ta knjiga hoče biti pozitiven prispevek, da moramo biti ustvarjalni, da moramo biti radovedni, da moramo iskati, da se moramo dati poučiti in da moramo z drugimi res sodelovati pri tem. In kako smo lahko samozavestni, lepo pokaže tale odlomek. Namreč ameriške sanje, to je tisto, o čemer vsi sanjajo in kateri jih tudi uresničijo. No in tukaj le piše tako: ta delovna etika, poleg varčnosti, podjetnosti in medsebojne pomoči, nam lahko pomaga odgovoriti tudi na vprašanje, zakaj so imeli ameriški Slovenci po ameriškem javnem štetju leta 2000 med vsemi ameriškimi narodnostnimi skupinami, tudi angleško, irsko, škotsko, nemško, švedsko, francosko, italijansko, kitajsko, japonsko in drugimi, najnižji odstotek oseb, ki živijo v revščini. Niso najbogatejši, znali pa so pridno delati in modro živeti, da niso zašli v revščino ali celo postali odvisni od miloščine. Mislim, da to pove tisto, kar ste že načeli. Tako. No, mimo grede naj povem malce tako še za zraven, ker ste omenjali imena. Glejte, ko je dr. Franc Rode, ta izumitelj prvega kalkulatorja v Kaliforniji, večkrat obišče Slovenijo, tudi zdaj je bil pred enim mesecem, ameriška delegacija, ki je šla s predsednikom Richardom Nixonom na Kitajsko, je nesla njegov kalkulator kot najpomembnejši primer sodobne ameriške tehnologije. Ameriško letalo, predsedniško letalo, ki se vozi, je pravzaprav različica, prilagojena različica Boeinga 747, ki ga je načrtoval Slovenc, Suhadolc. Potem največji uspeh pri zdravljenju hemofilije ima, zaslugo zanje, pri zdravljenju tega ima Slovenc, dr. Gordon Vehar. To so stvari, gledajte, ki jih premalo vemo in je včasih dobro malo pogledati, kakšno knjigo ali pa kaj raziskovati. In ko odkrijemo še, da so ti ljudje se zavedajo svojih korenin in so ponosni na svojo dediščino, potem je to tudi spodbuda nam, da ne kar naprej nekaj ne jamramo, pa se obtožujemo, ampak da skušamo tudi mi nekaj dobrega narediti. Torej, hvala lepa, gospod Petrič, za vse te misli. Za zaključno misel bi pa rekel takole. Najprej sva rekla, oni so odlični ambasadori Republike Slovenije v svetu, večina od njih velikih domoljubov, in ko boste brali to knjigo, boste videli, kako se nazadnje stvari sestavijo s pridnim delom, z nekaj iznajdljivosti, z dobrim sodelovanjem v končno zgodbo. Tako da, dragi obiskovalci, naj vam knjiga Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji, ki je šla pri založbi Družina, bo tudi spodbuda za dvig samozavesti, za morda kakšno spodbudo za bistre misli in za kakšen izum ali inovativno idejo. Hvala lepa še enkrat gospodu uredniku, založbi Družina, seveda avtorju doktorju Ediju Gobcu in pa vam, ki ste prišli na obisk, in želim, da bi vsi še veliko lepega doživeli na današnjem sejmu, kajti knjiga, smo rekli, so za vedoželjne, odpirajo obzorja in spodbujajo inovativnost. Hvala lepa.